Pozdravljeni župan občine Dobrovnik, gospod Marjan Kardinar. Lepo pozdravljeni, seveda lep pozdrav vsem občankam in občanom občine Dobrovnik, pa seveda vsem tistim, ki nas v tem trenutku seveda gledajo, pa tudi poslušajo. Dober mesec je, odkar so bili sprejeti prvi ukrepi proti širjenju koronavirusa. Kako se z njimi spopadate v vaši občini? Res je to ena življenjska preizkušnja za vse nas, bi rekla lahko tudi za celotno človeštvo na svetu. Izziv seveda po odgovornosti, po sposobnosti, predvsem pa izziv za vse nas, kako se seveda sedaj po enem mesecu spopadamo in kako smo seveda nekako odgovorno odgovorili na vse to, kar nas je seveda primoralo virus in na kar nas je seveda tudi država z ukrepi usmerila. Istočasno pa seveda lahko povem predvsem v naši občini Dobrovnik, da je bil odziv občank in občanov in tudi podjetij zelo pozitiven, zelo odgovoren in da smo takoj, ko seveda smo dobili prve informacije s strani vlade, tudi sami nekako posledično začeli z ukrepi. Prvič je bil ustanovljen krizni štab občine Dobrovnik, v katerega smo resno nekako vložili vse tiste ljudi, ki so seveda odgovorni in na tak način razdelili potem tudi delo, aktivnosti, ki seveda potekajo še do danes. Omejitev na občine še traja. Kako vi pomagate svojim občanom in občankam, da se lažje omejijo samo na gibanje po matični občini? Sedaj po enem mesecu seveda resnično vsi ugotavljamo, da je to nekaj res odgovornega, ki niti nismo verjetno sami se zavedali, kaj se bo zgodilo takrat, ko se je za tem javno začelo govoriti. Prav tako seveda niti nismo razumeli, kaj to pomeni omejeno gibanje. Ali je to seveda na neke regije, ali je to na občine, to, kar seveda je sedaj, torej, da se je država odločila gibanje po občinah. Jaz bi rekel, da je vsak ukrep, ki je boljši od slabšega, dober in pozitiven. Seveda se je pojavilo kar nekaj težav, namreč vse občine nimajo zagotovljenih vseh potreb, ki jih tudi v omenjenem gibanju moramo nuditi za normalno življenje. Kljub temu seveda so se občanke in občani nekako znašli. Mislim pa v tem trenutku, da je bilo prav, da smo naredili te omejitvene ukrepe. Vsaj z enega vidika, da smo videli, ali bo virus seveda okužbe narastal, ali pa seveda se bo počasi umiril. Nekako vsi pravijo, da po bitki smo vsi lahko generali, ker pa je seveda resnično ta virus nepoznan, saj jaz govorim kot nestrokovnjak s tega področja, mislim pa vseeno, da je določene ukrepe bilo treba pripraviti in jih upoštevati, da omejimo seveda virus tudi v naši občini Dobrovnik. Je pa nekaj zelo nerodnega, namreč če sedaj govorimo na omejitev na samo občino Dobrovnik in če smo danes seveda nekako že začeli z omilitvami teh ukrepov, je pa zanimivo, da določene dejavnosti v naši občini seveda niso samo locirane na našo občino, tako da stranke, ki bi seveda želele v naši občini koristiti te usluge, ne morejo, ali pa obratno, da stranke, ki želijo koristiti določene usluge v drugi občini, spet zaradi tega, ker še smo omejeni na občinske meje, potem ne morejo te koristiti te usluge. Tako da je tukaj seveda, sem slišal včeraj, da gre seveda v teh ukrepih tudi za razumnost tistih, ki rabijo, torej naših občanov in pa tudi, če lahko rečemo, torej organov, ki kontrolirajo to gibanje, da razumejo, da pač seveda ljudje ne grejo seveda v tem trenutku zlorabljati, da grejo iz ene občine v drugo, ampak dejansko grejo zaradi nujnosti, potrebe
za svoje normalno življenje. Tukaj je seveda treba vedno nekako iskati te rešitve razumnosti, strpnosti, pa tudi odgovornosti. In jaz bi rekel, da kakorkoli gledano, da v Pomurju, pa tudi v naši občini Dobrovnik, da se lahko zahvalim našim občankam in občanom in tudi podjetjem, da smo odgovorni do sedaj bili in da smo nekako imeli srečo, da nekega velikega, torej okužbe z virusom ni bilo. Pa kljub temu so v vaši občini zabeležili primer okužbe. Ste zaradi tega sprejeli še kakšne dodatne ukrepe? No, glede na to, da so ukrepi države, vlade že bili nekako dobro določeni, nekih dodatnih ukrepov v naši občini nismo sprejemali. Tudi takrat ne, ko seveda smo imeli osebo okuženo z virusom in seveda normalno smo želeli, da omogočimo, da se je ta oseba potem nekako izolirala na lokacijo, ni pa se izolirala v smislu tega, da ne bi kontaktirali z osebo, zato smo vzpostavili kontakt, dali smo ji na voljo tudi pomoč, dostavo, karkoli je bilo potrebno, da so lahko potem seveda tudi družina 14 dni v karanteni sicer bili in da so bili oskrbovani in hvala Bogu, torej je bil samo to en primer, več primerov v naši občini pa do sedaj ni bilo in če smo seveda do sedaj zdržali, jaz sem prepričan, da bomo tudi do konca, bom rekel, zaenkrat še teh ukrepov, ki vladajo v državi Sloveniji, seveda tudi uspeli in nekaj dodatnih okužb seveda si ne bi želeli in da bomo tudi seveda nekako vsi zdravi išli iz vseh teh težav. Kaj pa v prihodnje, kakšne načrte imate kot občina, kot župan? Verjetno ste morali kakšne stvari tudi prestaviti. Kaj bo z njimi? No, najprej bi seveda se javno želel zahvaliti vsem, ki so v teh trenutkih seveda odgovorno nekako spremljali in tudi sprejemali te ukrepe. Naj povem, da smo v kriznem štabu seveda takoj na začetku že ugotovili, kakšna zaščitna sredstva imamo, kaj imamo na razpolago, koliko bo potrebno seveda dodatno nabaviti, razen tistega, kar nam je seveda centralna, torej država sama namenila. Tako smo seveda naročili dodatni 2500 mask, ki smo jih takoj razdelili najprej po ustanovah, katere so seveda morale delati, torej trgovina z živili, kmetijska trgovina, lekarna, na začetku še zdravstvena postaja, pošta, Petrol, črpalka in pa seveda občinska uprava. Torej vsi ti nekako so imeli delno nekaj minimalnega zaščitnih mask, vendar smo iz našega fonda občinskega potem to zagotovili. Istočasno potem naročili 2500 mask in vsem gospodinjstvom v naši občini razdelili po 2 maski po gospodinjstvu in čez teden dni še ponovili zaščitne maske, tudi razkužila smo razdelili gasilskim društvom. Moram povedati tudi, da smo v tem času imeli še požar v naši občini, v romskem naselju, tako da je nekako še dodatno seveda bilo delo teh ekip oteženo, ker je bilo seveda treba iti na požarišče in so gasilska društva iz Dobrovnika, Strehovec in Žitkovec seveda bili nekako tudi izpostavljeni, vendar hvala Bogu, seveda so svoje delo gasilci in tudi ostali dobro opravili, celotna ekipa in potem, torej kar se tiče seveda nadaljevanja z zaščitnimi maskami, smo še dodatno potem nabavili material, ki so nam ga dali tudi donatorji in s tem materialom smo pa potem so prostovoljke naše šivilje iz Strehovec in tudi Dobrovnika sešile dodatne maske in se jim resnično tudi njim iskreno zahvaljujem ob tej priliki, to je treba poudariti vedno, namreč v takih trenutkih, ko je težko, ko smo nekako, je naše človeško življenje na preizkušnji, potem seveda je vsaka dobra odločitev, vsako prostovoljstvo še kako potrebno, delno tudi iz pozitivnega vidika, da drugega hrabrimo, torej da se opogumljamo in da ne pride panika, da ne pride seveda tudi do nekaterih
osebni stisk, kar se lahko zgodi. In seveda v naši občini, hvala Bogu, se to ni zgodilo, drug drugega se podpiramo, si pomagamo, tudi upoštevamo seveda razdalje. No in z temi prostovoljnimi, torej temi maskami, smo še potem dodatno jih razdelili, tako da je vsak občan dobil potem po eno masko in še dodatno je tudi Pomurska madžarska narodna skupnost primaknila še eno masko po gospodinstvu. Kar se tiče, če govorimo seveda o zaščitnih maskah in teh ukrepih. Torej, to je tisto, kar je do danes. Seveda, razvoj, če lahko tako rečem, občine Dobrovnik se je ustavil vse na 3 področjih. To je prvo seveda komuniciranje pa gibanje občanov, potem torej delo, potem seveda podjetja, predvsem seveda podjetja, ki so zaprla del svojih dejavnosti, tudi seveda obrtniki in pa seveda tudi turizem, torej gostinstvo in pa tudi, kar se tiče seveda turističnega rekreacijskega območja Bukovniško jezero, kar je seveda velik poudarek za vse, torej za vse tiste, ki so v tem trenutku mogli svoje delo zastati. Zato bi radi seveda se to čim prej izpostavi, ko bo seveda za to primeren čas in ko bodo pogoji za to seveda dovoljeni, glede na nevarnost ponovne okužbe. To je treba biti odgovoren seveda. Kar se pa tiče samih postopkov projektov, hvala Bogu, da smo predčasno še zaključili naš največji projekt, to je Center za zaščito reševanje. Zanimivo, ne, ravno Center za zaščito reševanje. In seveda v tem trenutku pa zaključujemo s pripravo projektov iz dogovora regij, to sta pa 2 kolesarski stezi na relaciji Lendava-Dobrovnik-Oblje in Lendava-Dobrovnik-Turnišče, ter pa ureditev infrastrukture v kmetijsko-poslovni coni, to so gradbene projekti, investicijski projekti, seveda pa že pripravljamo ideje za naslednje obdobje do leta 2027, kjer bi pa poleg seveda še delno ureditev infrastrukture, torej komunalne infrastrukture, obnova čistilne naprave, že seveda radi čim več projektov naredili na razvoju gospodarstva, torej malega gospodarstva in pa tudi ureditev določene infrastrukture v Bukovniškem jezeru. In kolikor bo seveda država sedaj se odločila, torej imamo namen tudi urediti dnevno bivanje, torej prostore ne toliko striktno za dom starejših, ampak vseeno določena oblika in pa seveda, kar je še najbolj za nas pomembno, še določene projekte, kjer bi lahko zagotovili nova delovna mesta v naši kmetijsko-poslovni coni. To so pa seveda podjetja, ki že razmišljajo naprej, to je podjetje Ocean Orchids, potem je Perutnina Ptuj in pa podjetje Nograd. Jaz upam, da nam bo vsem skupaj uspelo, torej obstoječim podjetnikom in pa tudi nekaj novih idej, da bi potem lahko, ne samo, da imamo nova delovna mesta v naši občini, ampak je pomembno, da imamo nova delovna mesta v naši celotni regiji Pomurje. To je najbolj potrebno in da ohranimo nekako to mirnost. In tako, ko smo sedaj sprejeli te ukrepe, da po teh ukrepih sprejmemo nove izzive, jaz bi rekel, da je zelo dobro na nek način bilo, da smo se preizkusili, torej vsi, da je treba biti strpen, odgovoren in da to hitenje, ki ga seveda smo imeli do epidemije, da smo že bili nekako, po mojem prepričanju, malo preveč nestrpni, preveč smo hiteli in smo pozabili na odgovornost, tudi na to, kar nam seveda sama narava ponuja kot normalno življenje. In če bomo sedaj seveda vedeli to upoštevati, sami smo lahko prepričani, da smo videli, kaj pomeni preveč letenja po zraku, torej v zraku je neverjeten mir, manj je prometa. Torej, da že sedaj lahko vidimo, da je dobro, da začnemo malo bolj resno razmišljati o varovanju okolja, o podnebnih spremembah, predvsem pa tudi v Pomurju, še bolj pa, da čim prej aktivno začnemo z pridelavo domače pomurske hrane, ker mislim, da je to naša največja strateška
odločitev, kolikor bo seveda Pomurje stopilo skupaj, tako kot sem jaz že pred 20 leti opozarjal, da bi ponovno oživeli agroživilski kompleks, torej tisto, kar smo nekoč imeli kot sistem ABC Pomurke, pa zdaj ni pomembno, kakšno je ime, pomembno je, da ne samo pšenico in koruzo imamo, pa nekaj še drugih površin na naših poljih, želji v Muri, ampak da začnemo resnično z vso prehrano, ki jo je pred 20 leti bilo moč kupiti v Pomurju in tudi seveda prodati in s tem resno zagotoviti delovna mesta. Ne pozabiti še to, da so ravno delovna mesta v kmetijstvu producirala nova delovna mesta v ostalem delu gospodarstva. To smo malo pozabili, mislim, da bo potrebno na tem delati zelo, zelo hitro naprej. Torej, tako kot sem seveda se zahvalil vsem, tako občanke in občanom občine Dobrovnik, kot seveda vsem prebivalcem dežele ob Muri in vsem seveda ustanovam, vsem tistim, ki so resnično prispevali največ od zdravstva do ostalih vseh delavcev, bi pa se rad zahvalil tudi vsem vam, medijem, namreč zelo pomembno je, ko bom rekel take zelo odgovorne in na videz tudi zastrašujoče novice seveda treba prenašati mirno, odgovorno, nekako pomirjujoče, da tudi vsi tisti, ki seveda gledajo, ki sedijo pred televizijskimi sprejemniki in tudi čakajo na novice in je zelo pomembno, kako te novice seveda prenašamo, tako v eter, kot v sami živi sliki. In zato pravim, hvala vam lepa mediji, in vsi skupaj resnično bomo zmagali in to sem prepričan. Najlepša hvala za ta izčrpen pogovor, župan občine Dobrovnik, gospod Marjan Kardinar. Hvala lepa tudi vam in seveda vsem, ki so poslušali ta najin pogovor. Naj povem vsem, drage Pomurke in Pomurci, drage občanke in občani občine Dobrovnik, ne biti v strahu, kaj bo jutri, bodimo korajžni, bodimo veseli in naprej delajmo skupaj, verjemite mi, uspelo nam bo in prepričan sem, da bomo še bolj veseli, kot smo bili do sedaj, vsakšega jutrišnjega dne, ki bo boljši, kot je današnji. Srečno vsem in ostanite zdravi.